kot upravljalec premoženja sem prepričana, da spremljaš tudi kriptotrg, kaj ne? Zlasti vsaj te večje kriptovalute, Bitcoin, Ethereum. Kakšno je tvoje mnenje o kriptotrgu? Nekateri finančni strokovnjaki, zlasti v tujini, dejansko svetujejo malim vlagateljem, da vključijo tudi kriptovalute v svoje portfelje, sicer v manjšem odstotku, pa vendar postaja kot nek naložbeni razred tudi kriptosvet oziroma kriptovalute. Ja, jaz jih vidim predvsem kot odlično šolo. Se pravi, to, kar sem jaz rabil, ne vem, prvih 5 ali pa 10 let, da sem se naučil na borzi, se zdaj mogoče lahko na kriptotrgu naučiš že v letu ali pa 2. Se pravi, zraste 100%, pade 50%, nekatere stvari izginejo, potem imaš ljudje, ki delajo vse, kar ni dovoljeno v realnem svetu vlagateljstva, se pravi, ne vem, frontrunning, potem manipulacije in tako naprej. Tako da nekih pravil v kriptosvetu ni, regulativa je zelo, zelo ohlapna in iz tega vidika težko priporočam kripto kot naložbeno kategorijo. Treba se zavedati, da je to špekulacija z možnostjo rezultata nič. Zdaj, če rata super, v tem ponavadi to nas ne skrbi preveč, problem je tisto, če je rezultat nič. Moje osebno intimno mnenje, bomo rekli, o kriptosvetu je pa to, da izhajam iz, ker veliko spremljam ekonomsko zgodovino, ampak res tudi bolj nazaj. In ekonomska zgodovina nas uči, ko govorimo o denarju, da kripto kot tak ne more biti denar. Enostavno zato, ker denar je vedno izdajala neka centralna oblast, da je pobirala senioriteto. Se pravi, to je tisto nad neko notranjo vrednostjo. Zdaj senioriteta danes v času elektronskega denarja je v bistvu neskončna. Ker včasih, ko si mogel kovati kovance ali pa tiskati denar, je to nek strošek. Danes, ko samo vpišeš enke pa nule v računalnik, je ta strošek te elektrike minimalen. In vladar, oziroma oblasti v preteklosti, oziroma do danes, so vsakmu, ki se je v bistvu nekako poizkušal izdati denar, pa da bi bil ta velaven, so po domač povedalo snele glavo. Tako da iz tega vidika ne verjamem. Verjamem pa, da bo neka oblika tehnologije prevladala. Zdaj, bo to kriptoevro, bo to kriptodolar, oziroma kako bodo točno funkcionirali. Dejstvo je, da ta finančni sistem, kako funkcionira danes, pa banke zadržijo 2 dni denar, pa se ne ve, tako naprej, je neučinkovit. In to se bo moglo spremeniti. Te poravnave, to bo moglo instantno teči. Kako bo zdaj to točno laufalo? To je, bom rekel, presega neko moje, nam rekel znanje, ampak poznavanje tega področja. Tako da iz tega vidika ne verjamem, da sta lahko Bitcoin ali pa Ether neka valuta ali pa denar. Zdaj, a lahko ostaneta kot neka naložbena kategorija, kot neko pribežališče, recimo. Tukaj sem pa se sicer bolj nagibam, da zelo težko, ampak sem že 40 plus, tako da ne vem, mlajše generacije so bistveno bolj temu naklonjene, tako da prihajajo za nami, odvisno, kaj bodo pač vlagatelji pripravljeni sprejeti. Meni se zdi sicer to, da spraviš bitcoine recimo na ključek, pa ga potem zgubiš, pa to izgine, se mi zdi tako malo banalno, ker če je recimo nekdo pred 500 leti zlato zakopal, beremo, da vsake tokcajta nekdo nekaj najde, se pravi, da tisto ni izginilo. Ampak ne vem, se pravi, kot naložbena kategorija možno, da bo obstal. Dejstvo je, da je regulacija zelo, zelo ohlapna. Tukaj se dogaja pranje denarja, financiranje terorizma in še mnoge druge ilegalne dejavnosti. Seveda, tudi mnoge čisto legalne tečejo skozi to. Treba se pa pač, kot sem rekel, zavedati, da je to izredno tvegano in da je lahko rezultat na koncu nula. Zdaj, če iz enke rata dvojka, super, ampak vemo, da vsi razmišljamo samo o tem. Treba razmišljati tudi tisti negativni plati.
Ja, o kriptotrgu smo tudi govorili s tvojim nekdanjim šefom, Matejem Tomažinom, ki je bil predsednik uprave KD skladov. Pripravljamo pa tudi crypto-only session, ki bo jeseni, ker bomo govorili samo o kriptu, tako da, Aleš, vabim te, da preveriš. Jaz z veseljem